Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o najbolj pomembni tematiki na svetu, o poslanstvu starša, o tem, kako otroka slišati čisto zares. In Justina Husov, ki je učiteljica za življenje, bo v naši družbi, torej čudovito cvetlico mi je dejansko pripravila, prinesla. No, pred tem pa dajmo pogledati nekaj sporočil, ki jih želimo deliti z vami za življenje. Svet, v katerem vlada kultura prehitrega in brezbrižnega življenja, po različnih parametrih družbenih kritikov kaže znake propadanja. Pa poglejmo dejstva. Vedno več je starejših. Nove generacije imajo bistveno manj znanja, sposobnosti in žilavosti od starih. Zdravje ljudi je vse slabše in večina stvari, ki jih zasledimo v medijih ali stvari, ki jih kupimo v trgovini, je vedno slabše kvalitete oziroma bo zdržalo krajši čas od istovrstnega izdelka pred 10 leti. A hitro propadanje se očitno splača. Se vam je kdaj že zgodilo, da se je stvar pokvarila točno takrat, ko garancija poteče? Ogromno denarja zapravijo, da se zgodi točno to. Tudi vojne so dober posel. V letu vojne se da zaslužiti več kot v 10 letih miru. In kako se to uspeva, kako je to vse možno? Manipulacija s človeškim umom je tako izvršena, da na koncu mi sami želimo to, kar nam želijo vsiliti. Svojo svobodo konstantno zamenjujemo za varnost in meje varovanja osebnih podatkov se zabrišejo. Medtem ko se iščejo podjetja, ki bodo ustvarile drone oziroma so jih že ustvarili, ki bodo lebdeli nad mestom in upravljali z množicami, nam idejo poskušajo s tem približati z novico, kot so droni rešujejo življenja. Na takšen način kontrole uma bomo sprejeli čisto vse, čipiranje, cepljenje, kar želite. Človek, zbudi se in prepoznaj, kaj pravzaprav je kontrola uma. Je stanje, kjer mislimo, da drugih možnosti ni. Bolj se ukvarjamo sami s sabo, manj manipulativni smo. Manj se ukvarjamo sami s sabo, bolj se odzivamo na okolico, lažje smo vodljivi. Kaj je potrebno storiti? Samo zbuditi se. Zdaj pa čisto zares tematika, torej kako slišati otroke, kako te nerazrešene vzorce, ki so v nas, kako jih predelati, kako jih razrešiti, kaj ti še kako pomembno je. Justina, lepo pozdravljena, dobrodošla. Joj, hvala za tole rožico. Prosim. Tipična ženska sem, padem na roži. Ne? Hvala Bogu. Ja, hvala Bogu, res. Mislim, da ni bolj pomembne tematike, kakor tale, o kateri bomo danes govorile. Mislim, da ne. In da mora postati res ne samo tematika, ampak del življenja. Da bomo začeli malo spreminjati ta odnos, ker smo pozabili na tiste prvotne stvari, ki so pomembne. Kako otroka slišati, pravzaprav preden pride na zemljo, preden je spočet, se povezati z dušo, zakaj nas je zbral za starše, ker je zelo pomembno. In tudi, če tega nismo mogoče, če zdaj sebe gledam nazaj, vedeli, je dragoceno takrat, ko se zaveš, da je treba nekaj narediti. Sama vem, da ko sem začela raziskovati sebe, sem prišla pravzaprav do povsem nepričakovanih stvari, ki so izvirale ravno iz tega. Kako se je počutil moj oče takrat, ko je prišlo do spočetve? Kako se je počutila moja mama? A sta si me želela? In takle, ko gledaš, koliko otrok pa je na svetu, ki so bili planirani pa zaželeni? Koliko jim se pač kar zgodi, a ne? Ja. Žal je ogromno tega in mislim, da je res malo staršev, ki bi vedeli, kaj pomeni se odločiti za otroka, kaj pomeni se povezati, kakšno poslanstvo imamo kot starši in pač gremo po tistem, kar smo bili naučeni. Samoumevno se poročimo, imamo otroke, ampak zakaj je ta otrok ravno mene zbral? Kaj me je on prišel učiti? Kaj jaz njega učim? In to so te stvari, ki se jih res dostikrat ne zavedamo. In jaz sama tudi poznam, kakšna bolečina je to globoko zažrta vame ob
zavedanju, da pač nisem bila zaželena, da je oče pač videl samo eno lepo priliko zase in da nikoli nisem začutila tisto, kaj je. Ampak spet pol nazaj pogledam, ja, me je pa mama naučila, da moram jaz začeti sebe imeti rada. S tem, ko me je na nek način odrinila, ne? Ampak danes sem jima hvaležna za čisto vsako izkušnjo in to je to učenje, ne? Ko smo drug drugemu učitelji, ne? Slika je zelo lepa, mi pa učitelja zgolj v šolo stlačimo, ne? Pa smo drug drugemu na vsakem koraku to. Sami imate tudi izkušnjo z nerojenimi otroci, ki niso tukaj na zemlji, ne, ampak v nebesih, če rečemo tako. Tudi sama imam to izkušnjo. Ampak te duše imajo svoje mesto v naši družini med živečimi otroci. Ne? Vi imate 2 na zemlji, ne, pa... 2, ki nista na zemlji, ki sta moja otroka. Ja, to je zelo zanimiva izkušnja, ker pravzaprav mama ve in jaz sem takrat vedela, da sem imela spontan splav zelo v začetku. Zdravnik ga ni potrdil, ampak jaz sem vedela. In kako je bilo zanimivo, ko sem se odločila, da sinovoma povem za tega otroka. Kako sta to reagirala? To je bilo Zelo potem... čustveno. Koliko sta bila pa stara? Sta že zdaj večja, eden najstnik, drug pa že čez 20, ampak je bilo zelo zanimivo, predvsem starejši sin. Je se jokal pa rekel, zdaj razumem, zakaj sem jaz od prijateljice brata bolj čutil kot mlajšega svojega brata, ker mu je vmes nekdo manjkal. In se je zelo sprostila ta energija potem, smo vsi to čutili in čutim, da imata tudi skozi povezavo. Ker je bil tudi taka izjemna duša, sploh fant. Medtem, ko hčerko pa mlajši bolj čuti, ne, mu je pa manjkala. Kako zgleda to, da mi ne slišimo naše otroke? Katere felerje delamo, da jih ne slišimo? Mislim, da smo nasploh zanemarili ta duševni, duhovni vidik nas samih. Ker mi otrokom zdaj v rit porinemo vse, kar se da. Mislim, tukaj obilja tega nekega materialnega, kakor zdaj lahko imajo, mislim, da ga še nikoli niso imeli. Ja, ampak če gledam, ker sem tudi učiteljica že 30 let in res sem srečala ogromno otrok. Čez današnje otroke gledam z energetskega vidika, so sesuti. In še vedno gledamo na merilo otroka, a je uspešen v šoli, a je, ne vem, zdrav, je to, ampak otroci bi se pa, če bi jih res dovolili si začutiti same sebe, bi padali po tleh. Ker so ujeti v naše kalupe, ki pa jih ne čutijo več kot del sebe. Tako da jaz sem imela tudi en zelo zanimiv krožek, ki je bil namenjen, nekako to sem jaz, da bi se spoznavali, ampak mi nismo nikamor prišli, ker mi smo vsako srečanje jokali. Ker je v otrocih ogromno neizjokane bolečine. In zdaj spet iz družine, kjer ni nihče ga slišal, ki morda ne sliši njegove, ne vem, umetniške duše mogoče, ne, in je ukalupljen v to, kar družina od njega pričakuje, gre v šolo, kjer ponavadi v tej masi ni slišan in tudi sam sistem ni nekako naravnan. In zato čutim, da je treba enkrat presekati to. Mi prihajamo kot dekleta iz srednjih šol, pa ne vemo, kakšen je pomen naše menstruacije. Fantje ne vedo, kaj je ženska v tistem pravem, najglobljem pomenu. In da bi jim prišli tako za generacij, pravim, kakšna generacija, da se obrne do tega, da bi res otroke spočenjali z vsem spoštovanjem, tako na tisti pravi način. Zavestno. Zavestno. To je to. Kaj pa mislite, da lahko starši naredijo, da bi bolj slišali svojega otroka? Ker po drugi strani pa od otrok, ok, potem mogoče naprej malo mladostnikov pa slišimo, ja, ta stari spet težijo, ne, spet neki rinejo, ne. Dejansko moraš ti kot starš otroka pripraviti, da se bo sam odprl? Jaz mislim, da vedno je tako. Ko se eden v družini odpre, se potem prenese to na vse ostale. Ne vede, ne hote se razreši. Imam en tak zelo zanimiv primer enega fanta, ki mu je v enem letu kar naprej začel zmanjkvati, ne vem, po pol točke za najvišja priznanja in tako naprej. In ko ni bilo mami, ker je bila pa dovolj odprta, več jasno, kaj je rekla, a naj sploh še dam ugovor. Sem rekla, jaz čutim, da je nekaj zadej
In prišli smo do tega, da je zadaj to, da se fant ne upa presež svoje mame. In je rekla mama, pa to je pa isto, jaz si nisem upala svoje mame presežiti, on si ne upa mene. Se kalejte, lahko to sprejmete? Je rekla, seveda. In je ona si v tistem not rekla, lej sin, dovoljujem ti, da me v vsem presežeš, ker otrok mora presež svojega starša. In zanimivo je bilo, da je naslednji dan, brez da bi ona še karkoli kontaktirala, ko se je energetsko to razrešilo, prišlo po 14 dneh dopis, da so mu ovrednotili tisto in da je dosegel najvišje priznanje. Pa ni predsednik komisije nič vedel, kaj sva se mi dve pogovarjali. Tako, ogromno je teh stvari, ne. Tako da jaz mislim, da starši najprej, da bi vedeli, da tudi otrok potrebuje svoj čas. Današnji otroci, kar jih jaz vidim, zjutraj grejo z 2 torbami, ena za v šolo, ena za na trening ali pa v glasbeno šolo in se vračajo zvečer. In ta otrok nima pravzaprav tistega trenutka, ko bi se umiril, ko bi majčkeno zadihal. Otroku mora biti dolg cajt, ne? Začutil sam sebe, pa ogromno premalo stika z naravo. In ko se pogovarjam z njimi, oni hrepenijo po naravi. In veliko vejo. Pa tukaj radi so za igrcam. Koliko je zdaj to? Beg. Beg? Mislim, da tako, kot odrasli bežimo v neke omame, v karkoli, če se ne želimo soočati s sabo, oni imajo pa tam en svet, kjer ni treba nič čutiti, nič misliti, sem si tam. Čeprav ni več toliko tega. Moram reči, da so te igrice že malo preživele. Odlično, evo, sem čakala na ta odgovor, končno sem ga slišala. Res so. In imam učence, ki si želijo v gozdu živeti in tako naprej. In mislim, da bomo mogli tudi kot družba, nasploh tudi učitelji, konec koncev. Mi imamo v razredih otroke, ki vidijo angele, ki vidijo vile. In kako naj ta otrok funkcionira, če za vse ostale nas to pa nekaj ne. In to povejo? Če začutijo, da smo temu tudi, da je to nam blizu, potem povejo tudi. Ali pa skozi zgodbo to povejo, ne direktno in tako. Tukaj čutim, da lahko nekaj naredimo. No, verjamem pa, da ste tudi vi privabili v svoje življenje ravno take učence, ki rabijo take učiteljice tudi v šoli. Ja, in oni mene krasno učijo, tako da je vedno vzporeden svet pri enih in drugih, kar znajo tudi oni upozoriti, kdaj jaz nisem v tisti energiji, ki je sprejemljiva. In to je tisto bogastvo, ne. In mogoče staršem, jaz iz svoje izkušnje lahko rečem, ko sem predelala svoje bremena mojih obeh rodov, dosti težke energije so bile, sem potem lahko videla, kakšno poslanstvo sem jaz pa po rodu dobila. In tako, ko bi to lučko od prednikov prejela, sem jo lahko predala svojim sinovom. Naprej pa njuna odgovornost, kaj boste naredila. Še bomo govorili o tem v nadaljevanju, tale trenutek gremo pogledati aktualne dogodke. Vsako leto v mesecu maju organiziramo hojo po žerjavici. Vabljeni, da z nami doživite nepozaben dan, kjer se bomo cel dan pripravljali na trenutek, ki te potem spremeni zavedno, na sprehod po žareči preprogi. Vabljeni sami ali pa s prijatelji na Ranč Burger v Mozirje v soboto 26. Če pa nas takrat preseneti dež, tako kot lansko leto, potem pa v soboto 2. junija. 02 6200 230 za več informacij ali pa www.klepetobkavi.si. V avgustu-septembru se Klepet ob kavi znova odpravlja na duhovno popotovanje. Raziskovalna odprava tokrat po poteh Indijancev in Nezemljanov. Pot bomo z letališča Phoenix v Severni Ameriki začeli v mestu Sedona, spoznali Hopje, nadaljevali v Narodnem parku Bryce, poznanem po magičnih bitih, nato Antilope in Monument Valley. 18 dni za osebno popotovanje. Pridružite se manjši skupini in doživite svet po poteh Indijancev in Nezemljanov s Klepetom ob kavi. Več pa na www.klepetobkavi.si ali 02 6200 230. Takole, Justina, kaj pa pri ženskih prednicah in pri teh vzorcih, ki se dedujejo? V moji družini so kar po ženski liniji kar
težke stvari, tudi posilstva pa vse take zadeve, ne. Ste vi ugotovili oziroma si ti ugotovila, se to prenaša, ima to nek vpliv? Ima vpliv v tem, kakšna bremena nosimo, ne. Recimo, jaz sem malo starejša in po obeh linijah so bile vojne. Se pravi, jaz sem sprejela od prednikov po očetovi in mamini liniji tudi bremena žrtev, bom rekla krvi. Potem predvsem pri mami, mislim, da ta ženska linija ima poseben pomen, ker smo res na to najbolj hrepenimo potem, da bi se kot ženske zlile, je bila pa pravzaprav poteptana ženska. Ženska, ki je tle zato, da dela in to je to. In je bila velika bolečina. Danes razumem, moja mama ni znala pokazati ljubezni, imela je pa ogromen. A pa se vam zdi, da če bi se recimo vse živeče, no, tudi mogoče ne živeče prednice, ženske, če bi se fajn odkrit pogovorile, pa si zaupale vsaka svoje skrivnosti, bi lahko veliko stvari razrešile? Zelo veliko. Predvsem pa, da bi izrazile te občutke. Ker mislim, da smo dolgo bili v tem ujeti, da ne izražamo občutkov. Lahko povemo, ne vem, mogoče še jezni smo, ne, ali pa srečen sem. Ampak da je pa noter mogoče bolečina, da nosimo krivdo, da nosimo sram, ker ga nosimo. Tudi otrok do starša lahko to nosi. In je treba to vendati. Je pa res, ne, tudi če kdo ni živeč, več se to razrešuje, ker jaz sem tudi izgubila oba, ampak sem še potem lahko. In je lep občutek, a potem pa res začutiš od tistih prvih trenutkov, pa danes, ko čutim mamo, kako gre z mano po gobe, kako je prisotna, kako me podpira. In dejansko so predniki hvaležni, če si nekaj v rodu naredil po čistu in včasih tako prav toploto na hrbtu začutim, kadar me podpirajo. Tudi zdaj jih čutim. Kako pa, vi ste učiteljica, ne? Ja. Kako pa to vaši kolegi učitelji, ko govorite te stvari, ki jih spodbujate, pa lej, pa imaš otroka, ki sliši, pa čuti vile, pa ne vem, vse te zadeve. Kako to vaši kolegi sprejemajo? Jaz bom iskrena, mislim, da smo še zelo zaprti, ker je pravzaprav sistem tako zaprt in naravnan. In lahko rečem, jaz sem imela eno skupino, enkrat en vikend z otroki, kakšno šolo so si oni želeli. Šolo, ki bo v naravi čim več, živali bi imeli in predvsem, sploh prva leta, bi se ukvarjali s tem, kdo sem, kakšen je moj odnos do drugih otrok. Se pravi, da bi jih te čutnosti učili, predvsem pa resnice. Zelo težko je otroku razlagati, ne vem, zdaj bom rekla, da je Cankar padel po stopnicah, ker ene duše so že bile tukaj in zelo dobro vejo, kje je resnica. In jaz mislim, da bomo morali počasi starši pa učitelji ne z brega na breg kazati s prstom drugi na druge. Ker tle vmes je pa reka in otroci lahko utonejo, ampak dejansko reči, lejte, v družini zaznavate verjetno te pa te stvari, mi imamo tukaj probleme, dajmo iskati najboljše za naše otroke. Odlično. Justina, najlepša hvala za vse te povedane besede. Hvala lepa. Jaz verjamem, da se bomo z Justino še kaj pogovorili, ker mislim, da v Sloveniji igra pomembno vlogo, nalogo in poslanstvo, da se določene stvari spremenijo. Če pogledamo že tako, vsako leto ali pa vsakih par mesecev imamo nov mobitel, novo verzijo pametnega telefona, sistem gre naprej, tehnologija napreduje. Ampak kaj pa tole? V razredu je pa še vedno isto. Otroci sedijo in učitelji govorijo. Kaj pa, če je čas za korenite spremembe tudi na tem področju? V bistvu gre za to, da je zvok zelo pomemben dejavnik v našem življenju in mi se tega premalo zavedamo.